Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v pregledu najzanimivejšega dnevnega dogajanja na Celjskem. Spremljate oddajo Dogodki dneva. Celjski KVIAZ s mestnim svetnikom predlaga 15 predlogov za celjske grbe. Braslovški župan Tomaž Žohar meni, da je država pri sprejemanju protipoplavnih ukrepov zašla v slepo ulico. Celjski zavod Celeja pripravil prvo konferenco o kulturi in turizmu. Rogaška se ni uspela uvrstiti v finale pokalnega tekmovanja. Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade mestnega sveta Mestne občine Celje je prejela 23 predlogov za prejemnike priznanj Mestne občine Celje v letu 2024. Za prejemnika zlatega celjskega grba sta predlagana Roman Kramer in Hedvika Zimšek. Komisija za prejemnike srebrnih celjskih grbov predlaga dr. Bruna Dujiča, Tino Trstenjak, Lions Klub Celje Mozaik in ženski pevski zbor Ljubečanke. Miran Ravter, Društvo navijačev Florijani, kolektiv gostinskega lokala Špital za prijatelje in televizija Celje pa so predlagani za prejemnike bronastih celjskih grbov. Klara Drofenik, Urh Ferleš, Filip Filipič, Nejc Gajšek in Polona Majdič pa za kristalne celjske grbe. Komisija si je vzela dovolj časa za natančen in skrben pregled vseh predlogov, ki so prispeli na razpis za podelitev najvišjih priznanj Mestne občine Celje. Sama seja KVIAZ-a, na kateri se obravnavajo predlogi, pa je vedno zelo zanimiva in vsebinsko bogata. Navdušuje nas dejstvo, da imamo res veliko število dobrih, vrednih ljudi v mestu Celje in morda poleg tega še dodatno tudi to, da so tudi sokrajani, naši občani tisti, ki znajo to prepoznati in predlagati. Izbira nagrajencev je bila kot vedno do sedaj zelo težka. Priznanj bi lahko podelili še bistveno več. Predlogi so, kot rečeno, vsako leto zelo dobri. Vendar je naš cilj vedno, da se pri tem ohranja vrednost, pomen in sama teža tovrstnih priznanj. Od 23 prejetih predlogov za priznanje je tokrat komisija podelila vsega skupaj 15 priznanj. Od tega 10 najvišjih občinskih priznanj, torej 2 zlati priznanji, 4 srebrne in 4 bronaste, ter na koncu, kar nas še posebej letos veseli, saj v preteklem letu nismo dobili teh predlogov, tudi 5 kristalnih grbov. Tukaj gre za priznanje našim študentom oziroma bodočemu rodu naše celjske prihodnosti za odličen, da ne rečemo perfekten študij tekom svojega izobraževanja, kar je prav, da se posebej prizna. Braslovški župan Tomaž Žohar je na predsednika vlade Roberta Goloba naslovil pismo, v katerem ga sprašuje, s katerimi zakonskimi in strokovnimi ukrepi, v okviru katerega postopka in v kakšnem terminskem planu bo zaščitil življenja in zagotovil varnost tisočim ljudem na celotnem porečju reke Savinje. Žohar v pismu navaja, da je vlada konec januarja letos sprejela sklep o pripravi državnega prostorskega načrta za zmanjševanje poplavne ogroženosti v spodnji Savinjski dolini, ki pa po njegovi oceni ne temelji na strokovnih podlagah in posledično ne upošteva poplav, ki smo jim bili priča 4. avgusta lani. 142 objektov v Letušu, ki so na seznamu ogroženih objektov državne tehnične pisarne, leži izven definiranega območja državnega prostorskega načrta, kar pomeni, da zanje ni primernih rešitev za zaščito in reševanje življenj. Župan v pismu izpostavlja, da so po več kot pol leta, odkar je Slovenijo prizadela največja naravna katastrofa doslej, zašli v slepo ulico, ki ne vodi v reševanje in zaščito življenj na porečju reke Savinje. Zavod Celeja Celje je pripravil prvo konferenco z področja kulture in turizma, na kateri so želeli izmenjati ključne usmeritve, trende in pričakovanja na omenjenih področjih v prihajajočem obdobju. Pri tem so na konferenco povabili različne deležnike iz regije, gostja prve pa je bila tudi generalna direktorica Direktorata za turizem Dubravka Kalin, ki je predstavila usmeritve slovenskega turizma. Prvo konferenco, na kateri so se zbrali predstavniki z področja turizma in kulture v mestu in destinaciji, so naslovili v dialogu s turizmom in s tem poudarili, da v turizmu nihče ne more delati sam. Namenjena je bila predvsem seznanitvi z aktivnostmi in oblikovanju ključnih smernic ter idej za delo v letošnjem letu, predvsem pa povezovanje različnih panog, zlasti turizma in kulture.
Naš vsakdan je nepogrešljivo povezan z dogajanjem v mestu in okolici, s strateškimi odločitvami in vtisi, ki jih Celje in deležniki v njem naredimo na turiste, ki jih obiščajo. Spremenjene razmere v lokalnem, regionalnem, predvsem pa v mednarodnem okolju postavljajo nove izzive vsem, ki tako ali drugače krojimo ter soustvarjamo naše okolje. In prav izzivom so namenjene konference, kot je bila tokratna. Med drugim so se dotaknili trajnosti, ki je ena ključnih prioritet Celja, pa tudi digitalnega marketinga, s katerim želijo na turistične destinacije privabiti mlade. Turizem kot eno razvojnih prioritet nagovarja tudi Mestna občina Celje. Turistične dejavnosti prav gotovo ni mogoče razumeti kot samosvoj izoliran svet, temveč vedno v povezovanju z drugimi dejavnostmi in deležniki razvoja. Kultura, ki bo danes postavljena v središče konference, je prav gotovo eno izmed tistih področij. V Celju imamo bogato zgodovinsko, kulturno dediščino, bogate kulturne vsebine, zato verjamem, da je ravno to področje tisto, ki nam daje neke razvojne turistične potenciale in so to tudi eni izmed ciljev, ki jih naslavljamo v naši strategiji razvoja kulture za obdobje 2024-2027. Seveda si na občini želimo dialoga z športnim in rekreacijskim turizmom, želimo si dialoga s kongresnim turizmom, z družinskim turizmom in zavedamo se, da je to pravzaprav možno predvsem v regijskem povezovanju in tukaj vidimo še veliko razvojnih potencialov. Tudi generalna direktorica Direktorata za turizem na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport Dubravka Kalin je poudarila, da je edina pot do uspeha povezovanje. Slovenski turizem se je zdaj po covidu uspešno dvignil. Ne še po številu prihodov, zagotovo pa po izvozu potovanj in seveda po dnevih bivanja, kar pomeni, podaljšali smo bivanje naših gostov in povečali prihodke, kar je pravzaprav najpomembnejše. Smo med redkimi državami na svetu, ki se je tako hitro pobrala po covidu, namreč v svetu je zdaj nekje dosegajo rezultate iz 2019 nekje do 87%, mi smo nekatere številke že presegli, v povprečju pa nekje za 2%. Se pa zagotovo slovenski turizem srečuje številnimi izzivi, med drugim pomanjkanjem delovne sile. In tu brez kadrov iz tujine tudi v prihodnosti ne bo šlo. Tukaj na ministrstvu intenzivno v sodelovanju z drugimi ministrstvi delamo na zmanjševanju administrativnih ovir, pri čemer seveda mnogo stvari ni odvisno samo od nas in ta trenutek imamo ne samo v segmentu turizma, ampak tudi drugod, kajti vsi smo na isti ladji in vsi se spopadamo z istimi težavami, že 17% tuje delovne sile, kar je seveda marsikdaj predstavlja tudi veliki izziv za naše ponudnike, vendarle se mešajo kulture, jeziki, različna znanja, različne podlage, ampak enostavno tudi glede na našo demografijo brez tega ne bo šlo. Na nas pa je, in na tem tudi zdaj intenzivno delamo, da zanimiramo mlade, da se bodo odločali za poklice v gostinstvu in turizmu in seveda, da vrnemo ugled poklicem v turizmu. Direktorica Zavoda Celeja Celje Maja Voglar je na konferenci predstavila še glavne programske usmeritve zavoda, zagotovo pa bodo mednje v prihodnosti uvrstili še kakšno podobno konferenco. V občini Laško so v narednem srečanju deležnikom v turizmu podelili nove certifikate kakovosti kolektivne blagovne znamke Okusiti Laško. Certifikate je prejelo 14 ponudnikov, ki so se tako pridružili obstoječim, ki kolektivno blagovno znamko že s pridom uporabljajo pri trženju svojih izdelkov. Srečanje so izkoristili tudi za pregled opravljenega dela na področju razvoja turizma v minulem letu in predstavitvi smernic za letošnje. Župan Laškega Marko Šante je ob tej priložnosti podpisal zeleno zavezo slovenskega turizma. Udeleženci pa so se seznanili tudi z orodji umetne inteligence, ki bodo v prihodnosti oblikovala tudi turistično panogo.
Današnji dogodek predstavlja letno srečanje predstavnikov, ki delujejo na področju turizma v Laški občini, tako da so danes tu se zbrali tako posamezni turistični ponudniki, potem večji deležniki in tudi predstavniki pridelovalcev oziroma tistih gostinskih ponudnikov, ki so prejemniki certifikata kolektivne blagovne znamke Okusiti Laško, ki so tudi prejeli certifikate za lansko leto. Košarkarji Rogaške se niso uspeli uvrstiti v finale pokala Špar. Sinoči so v Ljubljani v dvorani na Kodeljevem z izidom 72-85 izgubili proti Krki. V drugem polfinalu je bila Cedevita Olimpija boljša od Heliosa. Nismo znali se prilagoditi, Krka je dvignila svojo agresivnost na višjo raven in takrat smo začeli igrati v bistvu, bom rekel, individualno košarko. Nekako so nas spravili iz tiste comfort zone, kar rečejo Američani, to se pravi, nismo več imeli prostora za kreacijo in s tem so začeli v bistvu tudi delati napake in preveč smo se zanašali na svojo individualno kvaliteto. Dokaj smo igrali kolektivno košarko, en za drugega, smo imeli pozitiven rezultat z dvigom tiste agresivnosti pri nastajanju Krke, potem v bistvu sledil ta, bom rekel, padec koncentracije in posledično smo izgubili tekmo. Rokometaši Celja Pivovarne Laško bodo naslednjo tekmo Lige prvakov odigrali v sredo 21. februarja, ko bo v Celju gostoval nemški Magdeburg. V vodstvu kluba so po povratku iz gostovanja v Montpellieru pojasnili razloge za prečasen odhod hrvaškega rokometaša Anteja Ivankovića, ki je v začetku tedna ukrepil vrste nemškega prvoligaša Stuttgarta. Odhod vsakega igralca, prestop v klub se vedno začne tudi z željo samega igralca. Danes je trg popolnoma odprt, klub ne more prisiliti nobenega, da nekam gre. Tole ni ameriško tekmovanje, kjer prihaja do izmenjave igralcev, torej v sami osnovi je želja igralca. Moram izpostaviti, da Ante je bil vse skozi delovanje v RK Celju zelo profesionalen in to kljub temu, da je imel v zadnjem, oziroma v obdobju zadnjega leta, se pravi, ki pokriva 2 sezoni, nekaj konkretnih ponudb bundesligašev, ki so bile za njegovo kariero, pa tudi finančno za RK Celje zelo zanimive in lukrativne. Smo pa takrat enoglasno, oziroma vsi skupaj v klubu precenili, da ob obhodu Aleksa Vlaha pa drugih nosilcev igre bi bil še dodaten odhod Anteja v tistem trenutku prehud udarec in prevelik rizik in smo odklonili te ponudbe, ki so prihajale kljub temu, da mi nismo imeli željo za prodajo. To velja tudi za to obdobje, ki je bilo zdaj. Ante je bil računan do konca sezone, da pogodbo oddela, vendar, kot rečeno, prišla je ponudba, katero smo v začetku odklonili. V nobenem primeru ni bila zanimiva, niti športnega, niti finančnega vidika. Kot rečeno, je bila pa to tretja ponudba za Anteja v relativno kratkem času iz Bundeslige, kjer si je zelo želel oditi. In kot rečeno, ta želja igralca je zelo pomembna. Seveda je pa tudi finančni učinek na klubsko blagajno, če tako povem, in nadaljevanje tega procesa stabilizacije kluba zelo dobrodošel. Tako da, ko smo dali vsa dejstva na mizo, to pomeni tistih nekaj mesecev preostalih na pogodbi, ponudbo Stuttgarta, želje igralca in soglasje celotnega upravnega odbora, je potem prišlo do prodaje igralca. Odškodnina za Ivankovićev prestop je dosegla višino, ki jo je celjski klub dobil v prodaji Aleksa Vlaha. Tako rečem, da je bila v teh okvirih, kar ponovno, če govorimo za klub Stuttgarta, katerega vrednost nikako ne želim zmanjševati, je bila, še enkrat ponovim, izredna in je bila v teh okvirih. Tako da ta odločitev je potem morala iti na upravni odbor, kjer smo se vsi zavezali tveganj vezanih na njegov odhod. Govorimo iz športnega vidika, po drugi strani je pa absolutno potem je bilo potrebno upoštevati to finančno ozadje. Odškodnina bo blagodejno vplivala na stanje v celjski blagajni, ki pa zaradi starih obveznosti ni bajno.
Poslovanje v aktualni sezoni, za katero v slovenskem prvaku potrebujejo okrog 1,6 milijona evrov, bo pozitivno. Težava so dolgovi iz preteklih obdobij. Vsi vemo, da predhodna obdobja so bila poznačena z velikimi izzivi. To je bilo obdobje covida, tukaj je bilo obdobje, ko celje ni igralo v Evropi. Pravzaprav je bil to ta izpad v kvalifikaciji za Evropsko rokometno ligo, ki je spet pokazala to kakovost, kako je težko priti tudi v ta drugi rang tekmovanja. In tukaj so določeni zneski, katere klub enostavno mora sanirati. Te obveznosti ne izpuhtijo. Mi imamo recimo na današnji dan ali pa v tem obdobju obveznosti na eni strani dobaviteljev, ki se gibljajo recimo v okvirih 170-180 tisočakov. To je za daljše obdobje. To ni obdobje ene sezone, dveh, treh. To so daljša obdobja, ko jih damo skupaj. Klub je v teh težkih časih, ki jih je imel, posegel tudi po kreditiranju, financiranju strani bank. Te zneski se gibljajo v rangu 200-250 tisoč evrov. Tako da, poleg tekočega poslovanja, za katero moramo vsak dan skrbeti, in to velja tudi za naslednjo sezono, ko jo planiramo iz, bi rekel, ničle, oziroma na osnovi veljavnih pogodb, moramo upoštevati, da vsaka ta terjatev oziroma vsak ta dolg za nazaj pomeni vrednost enega, dveh, treh igralcev, ki bi si jih mogoče privoščili, vendar moramo odgovorno to sanirati. Tako da, to so dve sporednice. Ena stvar je proračun, kateri se giblje na nivoju 1,6 milijona, in da ga sestavimo vedno znova, oziroma da ga sestavimo na te možnosti iz strani sponzorjev. Hkrati pa moramo vključevati tudi te obveznosti. Torej, realni znesek potem je toliko nižji. Seveda, glede na zmožnosti kluba in podpore partnerjev, ni možno sanirati te terjatve, o katerih govorim. Tu se potem te zneski razporedijo in, če po domače rečem, nekako pojejo, požrejo prav to, kar bi si morebiti lahko privoščili za kakega igralca, za kako višjo plačo igralca, pa bi ga mogoče s tem tudi uspeli zadržati daljše obdobje. Benicki dodaja, da bo finančno stabilno poslovanje kluba osnova pri vodenju kluba tudi v bodoče. Večina aktualnih pokroviteljev je ne glede na to, kakšni bodo rezultati ob koncu sezone, sodelovanje že podaljšala tudi za prihodnjo sezono. V vodstvu kluba se pripravljajo tudi na opcije za igranje v preostalih evropskih pokalih, če se ne bodo uspeli uvrstiti v Ligo prvakov. Jutri bo sprva delno jasno, po nekaterih kotlinah in ob morju tudi megleno. Čez dan bo oblačnost od severa naraščala, zvečer in v noči na nedeljo bo tu in tam lahko padla kakšna kaplja dežja. Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do 2, ob morju 4, najvišje dnevne od 10 do 16 stopinj. V nedeljo bo pretežno oblačno in po večini suho, na Primorskem bo prehodno pihala šibka burja. Ponedeljek bo oblačno, ponekod bo možen rahel dež. Tudi tokrat smo oddajo Dogodki dneva zaključili z vremensko napovedjo. Hvala lepa za vašo pozornost, bodite z nami znova v ponedeljek. Lep pozdrav do takrat.